I'm back! Ej, yo! Mi smo nazaj iz produkšna. Video iz produkšna sledi kasneje, kdaj kasneje ne vem povedati, ker moramo najprej dokončati kompleten post-production, morajo potrditi videe, morajo videi biti publishani in še ko bojo videi zunaj, lahko mi v bistvu uradno objavimo ta behind the scenes, plus tega ja, morajo tudi še oni odobriti behind the scenes video, tako da mogoče celo, da ne bomo smeli objaviti, ampak jaz ne pričakujem nekih zapletov, tako da ja, definitivno ga lahko pričakujete verjetno v naslednjem mesecu, mogoče mesecu pa pol, ker čist točnih rokov, kdaj bomo lahko objavili, oziroma kdaj bojo objavili final videe ni. Zdajle sem pa na poti že v bazo, Tit je že tam in projekt E36 BMW V8 se nadaljuje. V planu je, se pravi, razdret originalen karter, pobrati ven originalno oljno pumpo, pogledati, kaj treba na vse na originalni oljni pumpi predelati, zamenjati, da bo pasala v nov karter, tja zmontirati, vse očistiti, karter dati gor in potem naprej iz tukaj izhajati, tako da se vidimo v bazi. Pri temu kitu je stvar taka, da je treba tudi pumpo sfabricirati, ker pride v kolobrnena, v bistvu tle je Tit že pumpo razdaril in vse, kar moramo narediti, je zobnik preprešati bolj sem, ne? Oziroma kontra. Ja, bolj sem, ampak za 4 mm. Za 4 mm, ker se v bistvu ta zobnik potem v kolobrne, ker pride pogon, seveda iz druge strani, če si predstavljate se pumpo v kolobrne in zdaj, če bil pogon prej tukaj, je pogon še vedno tukaj. In nekako se ta os pol pride prekratka, no in jo se treba potem pol podaljšati, treba je neke nove lukne narediti. Ja, treba je navoje narediti v zdajšnje lukne, povrtati lukne, zaprešati noter zadeve, zapreti lukne. Ker se pač vse se malo obrne in zaradi tega, da stvar funkcionira tako, kot mora, da ne pride do kakšnega problema pri pick-upu olja in ostane tako rekoč glava suha, cel motor suh in vse vemo, kaj se pravzaprav zgodi. Tako da, ja, tole sfabricirati, ko bo sfabriciran, zapakirati skupaj in montirati na nov karter. Ja. I'm back! Evo, vmes sem skočil par upravkov narediti, medtem, ko se Tit ukvarja z BMW-jem in dobil sporočilo, da nas čaka paket, top secret paket. Kaj noter, bomo pa ugotovili zdajle. Dobili smo eno zadevo, ki smo jo čekali oziroma si jo želeli že nekaj časa. Zelo nujno potrebna pri stvarih, ki jih počnemo. Ne, dejansko ni orožje noter, ampak zgleda tako, kot da bi bilo neki, ne vem, snajperka ali pa kaj takega mogoče.
Torej, ja, nekaj, kar je nujno zelo, nekaj, kar smo do zdaj vedno fehtali pa hodili okoli te stvari početi in je to bilo zelo zamudno, smo zelo enega časa na ta račun izgubili. Ni zdaj to neki ultra high profi, ampak zato, kar mi rabimo je, ker za karkoli heavy duty imamo pa še vedno eno ful dobro navezo z ogromno zadevo. Tako da, dajmo tole odpreti. Pa bomo rabili pajse, zgleda vse en. Okay. To je to, prejša, ki se uporablja lahko za marsikaj. Trenutno prvo na sporedu, če se ne motim, moramo kolesne ležaje preprešati v nakle od BMW-ja, kjer smo dali OM naklse, kako se reče naklse? Ok, sorry, zdaj smo probali googlati, translatati besedo nakl v slovenščino, akšenkel v slovenščino in meni je zelo žal, da ne najdemo ta pravega izraza. Po mojem moramo kakšen slovenski, angliško, ne, kakšen slovar bi to rabili? Slovensko-slovenski slovar pa noter verjetno poiskati ta pravo besedo, ker zakaj, nazadnje sem dobil eno grajo, čisto konstruktivno vzeto, da preveč uporabljam angleške besede. Bodite potrpežljivi z mano, še vedno je tranzicija iz angleščine v slovenščino, plus tega se še vedno angleščina uporablja v vsakodnevnem, v vsakdanu, s stvarmi, ki jih pač počnem. In ja, glavnem, preprešati moramo pesta z ležaji v členke, dajmo tako reči. Tako da to bo prvi test tele preše, ampak še pred tem jo je treba seveda sestaviti. Tako da gremo sestaviti prešo, gremo pogledati, kakšen je progres v tem času na BMW-ju. Če se ne motim, je oljna pumpa že prefabricirana, karter je gor, motor je noter, bomo pogledali v glavnem. Najprej pa sestaviti prešo. Ok. Plan B. Če misliš, da imaš dosti prostora, pa v bistvu ugotoviš, da nikoli ni dosti prostora. Če bi kdo sponzoriral nam še kakšnih 200 kvadratov viška, se priporočamo. Lepo palaž. Ok, končno smo v neki fazi, da vam lahko pokažem naš februm. No ja, lahko bi še kaj dodelali, zrihtali, ampak prostor za fabrikacije z vsemi stvarmi, načeloma z vsemi, ki jih potrebujemo, vsak dan pri stvarih, ki jih pač počnemo, od primeža, namiznega vrtalnika, prosilnika, dajmo reči dokaj velike delovne površine, regala z vsemi potrebnimi orodji. Kakšna struženca bi prav prišla, ne? Ampak, ja, kolikor imamo prostora, ker februm je tudi na pol skladišče za določene kose oziroma balkane za kose obstoječih projektov, ker hvala Bogu smo se lahko malo ven razširili in kose, ki jih ne rabimo vsak dan, recimo, ne vem, kakšne rezervne kose za tomketa, gume, feltne, pa to smo lahko drugam pospravili. Da, ne zavzemajo tukaj mesta, ker je fajn imeti določene stvari skozi pa roki. Prav, da moraš vedno najprej navodila pogledati. Pri stvareh, ki nimajo točnih navodil, ki imajo v sebi jajke v eni vreči, se jih naredi tako lotim, da si vse nekako sortiram po dimenzijah, zato da malo lažje potem se razmišlja, kjer vijak se bo kje uporabil in
that's done. Na tleh je že, dajmo reči, podnožje zaprešal in zdaj bo treba pravzaprav ugotoviti, kateri vijaki bodo pravi, ampak jaz bi rekel, da za štart sigurno tole. Ja, bi kar znal biti prav. Verjetno sam, glede na to, da je tukaj zašvasan skupaj, po moje matice na drugo stran, ampak bo treba pač probati pa videti. Podnožje je skrb sestavljen, ni še zategnen. Sem se zmotil, prej z vijaki so eni malenkost daljši, ker ta krajši bojo pošli tlele zgori. In sicer 4 na vsako stran, pač ponovi vajo, vijak, podložka, federinga in pa matica. Tako da bomo to zdajle ujeli nekako. Gornje prečke imamo. Aha, ena stvar, po pravilu zateguješ na matici, ne na vijaku, ampak smo rekli, zaradi izgleda bomo tle kontra obrnili in tokrat izjemoma na vijaku zategujemo. Zdaj bomo sestavili mizico, pa da bo to lažje, si bomo dali tele nosilce, ali kakorkoli bi temu rekel noter. In pa tele zadeve 20 ton. Za nas čisto zadosti. Drugače sem omenil, ja, imamo access do, oprostite, imamo dostop do ene bolj težko kategorne heavy duty preše, ki se mi niti sanja, koliko je tisti ton. Verjetno je tako, ne vem, koliko je lahko to sploh ton. Industrijska hidravlična preša, ne vem, 500 ton, ne vem. Ob naslednji priliki vam bom povedal, kjer je v bistvu vse je motorno gnano, ne pa na ročko. Tako da, ok, tale gre sem, ta drugi na drugo stran, puša vmes, ta dolge vijake, matice. Lufta zapuša postiti. Ne. Ok, zdaj pa tricky part. Tole smo pozabili dati gor, ker to pride takole, oziroma mora stati takole. Ampak treba je vse podreti, mislim vse, večinoma. In kako bomo to rešili, je zelo enostavno. Ne bomo fleksali, ne bomo švasali, ampak bomo uporabili magic. Magic. Cilinder. Takole. Glavni cilinder je zmontiran, oziroma oba glavna cilindra, ker ima ta preša 2 cilindra. En je manjši, za bolj precizno stiskanje, drug je pol malo večji. A je dober ali je slabo, ne vem, škoda, verjetno ne more. Zdaj pa dovodna cev hidravlična.
zaslona gor. Ja. Ja. Še pol zategnem. Ok. Yep. Manometrček. Evo, preša je zmontirana, testirali bomo čez nekaj trenutkov. Najprej grem pa jaz pogledat, kakšen je sploh progres na BMW-ju V8 E36. Jo! Kakšen je progres? Dober. Mašina je že noter. Ne zastavno. Ja, ok, bo treba pa če engine bay porihta do konca, ampak tole izgleda čist hudo. Pozicija Ja. ena boljša. Ne vem, če se spomnite iz enih od prejšnjih videov, ko smo začeli tole razkopavati, koliko je motor bil naprej postavljen in koliko je motor bil gor postavljen. Evo, motor je noter, bomo avto dvignili malo kasneje, da vam pokažemo, kako izgleda spodaj s tem novim karterjem in novim mostom, ker motor, kakor je že Tito omenil, je začasno noter, bo mogel iti ven, ker moramo še prepraviti engine bay in sicer zamenjali bomo šalce od amortizerjev, ker te so bile predelane, zato da so v bistvu lahko dobili širšo, spet ta slovenščina. Ja, se to. Zaradi optike. Ok, zaradi optike. In ja, pač z Weissfabom bi radi imeli vse, kar se da, kakor je bilo originalno na 36, ker je pač kit mišljen, da pride gor na originalne zadeve. Engine bay je TG kakor tok spucu stare folije, ki preprečuje vhod toplote v kabino, heat shield foil. Brake boost cilinder se je dal ven, ker pride drug noter. Ja, luknje bo potreba malo pozapreti, ker, kot sem že omenil, voznik je zelo občutljiv na visoke temperature in bi radi pripravili stvari tako, da dejansko pride v kabino, kar se da čim manj toplote in toplega zraka. A sem še kaj pozabil? Mislim, da ne. Zaenkrat ne. Zaenkrat ne. Glavno, definitivno pa ja, bo treba potem še premeriti za kar dan dec skrajšati in tako naprej. Ampak to je nekako trenutna faza vsega. Za moje pojme je že zelo dobro, no, da smo zadevo dobili noter. Je bilo kar nekih izzivov, dajmo temu reči, sploh kar se tiče dobiti ta nov most gor. Je bilo treba malo predelovati. Malo dodelovati. Ampak smo zmagali. Tako da, kakor sem omenil, ko se bo vse to zamenjali, do konca počistili, bomo dali engine bay še en frišen coat barve gor. Zdaj pa po mojem greva lahko prejša stestirati. Ja, takole teli obnovljeni knuckles izgledajo zelo dobro. Thanks Urbiju za support s temle. Nova pesta z ležaji. Pa, kakor zgleda, se nam ok rabili matrati na prešo. Tole gor dajati. Ja, preša. Tako da kvazi prešo vrnemo nazaj. Ja. Ok, tole je zrihtana, ne gre še na avto gor, ker itek rabimo še Weissfab naštimati, ampak to pol, ko zamenjamo šalce za amortizerje. Ja, pa dajmo vse en prešel potestirati, če sploh funkcionira na neki random, ali kako. Ok, puša bo šla noter les, preden bo urca, ki je poskočila, ampak ja, urca dela.
Ne bomo pretiravali, v glavnem preša deluje. Par stvari, ki me zmoti, so neki safety featurei, in sicer tele usovince, ki držijo mizo, nimajo nobenih varnostnih zatičev. Tale podloga za prešo, ki pride na mizo, tudi ničesar nima in kar dobro vse skupaj gor drsi. In ja, bomo malo po svoje sabricirali, ker safety's first. A ja, pa dajmo še BMW-ja pogledati od spodaj, kako izgleda nov most pa nov karter. Evo, to je to za danes, do naslednjič. Veste, kaj morate narediti in pa see ya!